V redu, naj vam opišem sceno. Danes je bil najboljši dan šolskega leta. Bil je dan sladoledne zabave. To je celo bolje kot dan pice in verjemite mi, dan pice je tukaj velika stvar. Naša učiteljica, gospa Davis, je prinesla velikansko posodo mavričnega sorbeta, ne samo kakšnega koli sladoleda. Mavričnega sorbeta. Ima vse najboljše barve, kot da je samo rok eksplodiral v zamrzovalniku. Bila sem tako navdušena, da sem komaj sedela pri matematiki. Vse, o čemer sem lahko razmišljala, je bil ta sladek, hladen, veličasten sladoled. Končno je zazvonil zvonec za odmor in bil je čas. Bila sem med prvimi otroki v vrsti, kar je velika zmaga. Dobila sem popolno kepico, visoko zavito na hrustljavem sladkornem kornetu. Bilo je umetniško delo. Sploh se ne šalim. Imel je rožnate, oranžne in zelene črte. Odločila sem se, da najboljši grižljaj prihranim za konec, kar je zelo pomembna strategija pri sladoledu. Za sekundo sem odložila lučko na rob mize za kosilo. Morala sem si zavezati čevej. Ne moreš teči po igrišču z razvezano vezalko. To je samo iz padca na obraz in nisem si želela uničiti majice ali obraza. Torej, sklonila sem se, naredila tisto zanko potek in potek z vezalkami in ko sem se spet postavila po konci, ni je bilo. Moje lučke preprosto ni bilo. Mesto na mizi je bilo prazno. Niti kapljice, niti drobtinice iz korneta, nič. Bilo je, kot da jo je čarovnik izginil. Ampak to ni bila čarovniška predstava in nisem bila navdušena. Moja popolna, čudovita mavrična sorbetna mojstrovina je izginila v zrak. Pogledala sem levo, pogledala sem desno. Vse, kar sem videla, so bili drugi otroci, ki so veselo jedli svoj sladoled. Toda mojega. Uradno je bil to primer pogrešane osebe. Ali pa mislim primer pogrešanega sladoleda. Moji možgani so nekako zamrznili, kar je ironično, saj se je moj sladoled verjetno topil nekje v želodcu zločinca. Pregledala sem območje kot detektivka. Je padla? Preverila sem pod mizo. Ne. Je ptica priletela in jo pograbila? Pogledala sem v nebo. Samo nekaj dolgočasnih oblakov. To ni bila nesreča, to je bil zločin, hladen, kremast zločin. Nekdo mi je namerno vzel lučko. Usta so mi padla. Kdo bi storil kaj takega? Kdo bi ukradel sladoled drugi osebi na najboljši dan v letu? Bilo je preprosto narobe. Sprva nisem vedela, kaj naj čutim. Bilo je kot prometni zastoj občutkov v mojih možganih. Del mene je bil samo zmeden. Moj sladoled je bil tam, potem pa ga ni bilo. Ni imelo nobenega smisla. V mislih sem si nenehno predvajala trenutek. Odložila sem kornet. Zavezala sem si čevelj. Pogledala sem gor. To je bilo delo za 10 sekund največ. Kdo bi lahko bil tako hiter? Moral je biti ninja. Ali nekdo z nadnaravno močjo za krajo prigrizkov. Moji možgani so se vrteli v krogu, poskušali so rešiti uganko, a noben kos se ni ujemal. Nato me je žalost zadela kot plimni val, velika tresoča, skoraj jokajoča žalost. Ves dan sem se veselila tega sladoleda. Celo domačo nalogo iz matematike sem naredila še hitreje, da sem lahko več razmišljala o njem. Ni bil samo sladoled, bil je moj sladoled. Čakala sem vrsti zanj. Izbrala sem popolno mesto za sedenje. Imela sem celoten načrt, kako ga bom pojedla. Prihranila sem hrustjavo dno korneta za zadnji grižljaj. Zdaj so bili vsi ti načrti uničeni. Grlo me je stisnilo in oči so se mi začele solziti. Zdelo se mi je, da je bil ves moj dan uničen. Takoj po žalosti je prišla jeza. Bila sem jezna, res jezna. Roke so se mi stisnile v pesti. Kako je lahko nekdo tako zloben? Kraja je že dovolj slaba, ampak krasti sladoled? To je povsem nova raven zla. To je nenapisano pravilo igrišča. Ne vmešavaj se v prigrizke drugega otroka. Še posebej ne na dan sladoledne zabave. Želela sem udariti z nogami in kričati: kdo mi je vzel sladoled? Na ves glas. Predstavljala sem si tatu, kdorkoli že je bil, kako se smeji, medtem ko je jedel moj mavrični sorbet. Od jeze se mi je želodec obračal. Torej, tam sem bila zmedena, žalostna in jezna. Nisem vedela, kaj naj storim. Naj preprosto pozabim. Nikakor. To je bila krivica. Naj začnem obtoževati ljudi. To se mi je zdelo slaba ideja. Lahko bi imela težave, če bi obtožila napačno osebo. Razmišljala sem, da bi se preprosto vrnila na konec vrste in si vzela še enega, a tudi to se mi ni zdelo prav. Bistvo je bilo, da mi je nekdo storil nekaj narobe. Počutila sem se majhno in nemočno. In res sem sovražila ta občutek. Vedela sem, da tega ne morem rešiti sama. Tam sem stala minuto in razmišljala. K komu greš, ko ti ukradejo sladoled? K policiji? Verjetno ne. K moji mami? Ni je bilo v šoli. Potrebovala sem nekoga tukaj takoj. Pogledala sem svojega najboljšega prijatelja, Lea.
Bil je zaposlen s poskusom uravnoteženja kepice čokolade na nosu, zato je bil videti nekoliko zaseden. Potem sem zagledala gospod Davis. Hodila je naokoli in se prepričala, da se vsi zabavajo. Precej dobro rešuje probleme kot takrat, ko se otroci prepirajo zaradi gugalnic ali ko nekdo ne more rešiti problema z dolgim deljenjem. Morda je bila krajo sladoleda nekaj, kar bi lahko obvladala. Globoko sem vdihnila in šla k njej. Srce mi je malo razbijalo. Čudno je tožiti nekoga, čeprav ne veš, koga tožiš. Gospa Davis, sem rekla, poskušala sem, da se mi glas ne bi tresel. Nasmehnila se mi je. Živjo! Uživaš v sladoledu? Zaradi tega bi skoraj spet začela jokati, sem se zadržala. Pravzaprav, sem zamrmrala, mi ga je nekdo ukradel. Njen nasmeh je zbledel in dobila je tisti resen učiteljski pogled na obrazu. Tisti, ki pomeni, da pozorno posluša. Pokleknila je, da je bila na moji višini. Ukradel? Kaj se je zgodilo? Povedala sem ji celotno zgodbo o popolni mavrični kepici, zavezovanju čevlja in skrivnostnem izginotju. Pojasnila sem, kako je izginil v samo nekaj sekundah. Leo nas je moral videti, kako se pogovarjava, saj je prišel, njegov nos je bil zdaj čist. Kaj je narobe? Je vprašal. Povedala sem mu in razjezil se je za me. Ni šans. Kdo bi to storil? Je rekel. Gospa Davis mi je položila roko na ramo. Tako mi je žal, da se je to zgodilo. Sploh ni pošteno. Ampak res sem vesela, da si prišla in mi povedala. To je bilo pogumno dejanje. Zaradi tega sem že počutila malo bolje. Gospa Davis je vstala in plosknila z rokami, da bi pritegnila pozornost vseh. V redu, si, lahko dobim vašo pozornost za trenutek, je rekla svojim mirnim, a odločnim učiteljskim glasom. Imamo majhno skrivnost. Nekomu je izginil sladoled. Bil je mavrični sorbet na sladkornem kornetu. Ga je kdo videl? Vsi so prenehali jesti in se ozrli. Nekaj otrok je zmajalo z glavami. Nato je tihi otrok po imenu Sam, ki sedi v zadnjem delu razreda, pokazal proti grmovju blizu ograje. Mislim, da sem videl prvošolca teči tja, z enim je zašepetal. Nenadoma smo imeli sled. Gospa Davis, Leo in jaz smo šli do grmovja, kot da smo na tajni misiji. In tam, skrit za veliko listnato rastlino, je bil majhen prvošolec. Po vsem obrazu je imel mavrične madeže in držal je napol pojeden zelo znan sladkorni kornet. Ko nas je zagledal, so se mu oči razširile. Izgledal je kot jelen, ujet v žarometih, če bi jelen jedel ukraden sladoled. Bil je tako prestrašen, da mu je kornet padel na tla. To je bil zagotovo moj sladoled. Primer je bil uradno zaključen. Gospa Davis je to popolnoma obvladala. Ni bila jezna. Z majhnim otrokom je govorila z zelo tihim glasom. Izkazalo se je, da mu je lasten sladoled padel takoj, ko ga je dobil, in bil je preveč prestrašen in žalosten, da bi prosil za drugega. Ko je videl mojega na mizi, ga je preprosto zgrabila panika in ga je pograbil. Začel je jokati in rekel, da mu je res žal. Ko sem videla, kako prestrašen je bil, se je moja jeza nekako stopila, da je tako kot zapuščen sladoled na tleh. Še vedno nisem bila zadovoljna s tem, kar je storil, a sem malo razumela. Gospa Davis je prvošolca pospremila nazaj k njegovi učiteljici, da bi pojasnila, kaj se je zgodilo. Potem se je vrnila k meni. Vem, da ni mislil biti zloben, a je vseeno vzel nekaj, kar ni bilo njegovo, je rekla. In zaslužila si uživati v svoji poslastici. Pospremila me je nazaj na začetek vrste in mi priskrbela povsem novo kepico mavričnega sorbeta. Tokrat sem ga držala z obema rokama. Okusil je še bolje, kot sem si predstavljala, morda zato, ker sem morala rešiti zločin, da sem ga dobila. Leo mi je dal petko. Vidiš? Detektivi vedno dobijo svoj sladoled, je rekel. Ko sem jedla svoj zmagovalni kornet, sem spoznala nekaj pomembnega. Če bi ostala tiho in žalostna, bi celoten odmor preživela v groznem počutju. Tat bi se izognil kazni in domov bi šla z mislijo, da je svet nepravičen. Toda, ker sem se odločila spregovoriti in prositi za pomoč, je bil problem rešen. Gospa Davis je imela prav. Pogumno je bilo prositi za pomoč. Ne gre za to, da si toži baba, gre za to, da so stvari poštene. In naj vam povem, poštenost ima okus zelo podoben mavričnemu sorbetu.